Slovenia without borders. Slovenian ohne Grenzen. La Slovenija sans frontiere. Slovenija senza frontiere. Slovenija sin fronteras. Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1 in nedeljo ob 4 zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran Radia Veseljak. Pesnica in aforistka Dragica Čarna, katere zadnjo pesniško zbirko v 5 jezikih Ljubezni brez doma sem predstavila tudi v naši oddaji, živi v belgijski prestolnici Bruselj, pogosto pa obiskuje tudi domovino in sorodnike. Tako sem jo med zadnjim obiskom v Ljubljani povabila pred mikrofon, da za oddajo Slovenija brez meja pove, kako je bilo na gostovanju pri Slovencih v ZDA, kjer se je s plesalcem Federikom Ordonezom in kitaristom Antonijem Karubo predstavila s projektom Plesoče svetlobe Dancing Lights. Naše potovanje v ZDA je bilo izjemno zanimivo. Iz srca se hvaležna veleposlaništvu v Washingtonu, ki so nas sprejeli z odprtimi rokami, in ob slovenskem državnem prazniku smo imeli prvo gostovanje tam na našem veleposlaništvu, sprejemu, ki so ga imeli za tuje diplomate in za Slovence v ZDA. Moram reči, da smo bili zelo, zelo počaščeni, saj je bilo veleposlaništvo nabito polno. V glavnem so bili sami Američani, ker v Washingtonu ni slovenske skupnosti, in tako, da je bila to predstava ne samo za Slovence, ampak tudi za Američane, in povratne informacije so bile izjemne, polne hvaležnosti, komplimentov. Nenavajena je publika, da nekdo predstavi poezijo. Jaz sem predstavila pesmi v angleščini in slovenščini, ampak večina je bila v angleškem jeziku. Vsako pesem sem uvedla z poigravanjem v slovenskem jeziku, tako da so lahko začutili slovenski utrip in so začutili slovenski jezik. Tu ni bila spremljava glasbe ob poeziji, ampak Antoni Karuba, kitarist, je napisal glasbo za verze. In tudi ples Federika Ordoneza, plesalca, je bil kreiran na verze. Se pravi, da smo 3-kratno recitirali pesem. Plesalec je bil moj alter ego. Ker sem jaz govorila, je on skušal z gibi in plesom predstaviti. In glasba je z tematiko, glasba med flamenkom in sodobnim španskim melosom, interpretirale moje občutja. Ljudem je bilo to izjemno zanimivo, ker takšnih predstav niso vajeni. Ja, to je nek nov način interpretiranja poezije, predstavljanja pesmi. Verjetno se bo šele pokazalo, kako zelo pomemben je ta projekt, ki ga zdaj predstavljate. Potem ste šli pa tudi k Slovencem v Milwaukee. Ja, po Washingtonu bili smo presrečni, ker je bil odziv publike tako dober in ker je bilo veleposlaništvo nabito polno. Smo potem šli v Milwaukee k Slovencem. Tam je živela velika slovenska skupnost, nekoč preko 20,000. Obiskala sem predele, kjer so Slovenci živeli, in sem bila žalostna, ker je ostalo danes tako malo slovensko govorečih ljudi. Tam je bila predstava pa skoraj 90% samo zanje. Prišle so gospe, prišli so potomci družin, ki so se tja izseljevali. Imeli smo predstavo v univerzitetnem gledališču v Milwaukeeju. In gospa Kristina Karol, ki je predsednica Slovenskega artističnega sveta, je omogočila tudi, da smo tam nastopili, in tudi tam so bili zelo zadovoljni z našim performansem, hkrati pa tudi z ne samo slovensko besedo, ampak tudi z načinom, kako smo to slovensko besedo predstavili. Ste se v Milwaukeeju tudi družili potem s tamkajšnjimi potomci Slovencev? Ja, v bistvu smo živeli med potomci Slovencev. Stanovali smo pri Izabel Kralj, ki je slovenska umetnica in ima svoje gledališče Teatro Gigante v Milwaukeeju, in je tudi leta delala kot spikerka na slovenskem radiju s njeno družino. Tudi Kristina Karol nam je pokazala, razkazala mesto. Prišli so Slovenci, tako da vse dneve, ko
smo bili v Milwaukeeju, smo se družili pravzaprav samo s potomci Slovencev in njihovimi družinami. To je bilo prvo naše potovanje čez lužo med Slovence in prav ganjena sem bila ob tako veliko odprtosti, neposrednosti, spontanosti, srčnosti. ZDA so nas vse tako presenetile svojo srčnostjo, vendarle toliko informacij dobimo vsakodnevno serviranih po raznih medijih, ko pa prideš tja, so pa ljudje izjemni. Sicer pa se bo Dragica Čarna to nedeljo 19. avgusta ob 9. zvečer kot gostja festivala Dnevi poezije in vina s svojimi pesmimi predstavila tudi na muzejski ploščadi Metelkova v Ljubljani. Najprej smo želeli celotni projekt predstaviti v okviru vabila španskega veleposlaništva v Ljubljani, v Ptuju, v gledališču, skupaj s Federikom Ordonezem in Antonijem Karubom, vendar je zmanjkalo denarja in je naša pesniško-plesna predstava odpadla. Vendarle sem jaz ostala kot interpretatorka in bom v nedeljo prebrala nekaj pesmi najprej v slovenskem jeziku, potem pa v španskem jeziku, ker je ta moja pesniška zbirka Ljubezni brez doma, Amore sin hogar, napisana v 5 jezikih in 2/3 pesmi sta v španskem jeziku in tudi mnogi originali so v španskem jeziku. Tako da najprej bom v slovenščini in potem bom v španskem jeziku prebrala prevode te pesmi. Sicer si pa še vedno želite tudi gostovanja pri slovenskih skupnostih v Argentini, kaj ne, morda nekoč v Avstraliji. Ja, glej, Edita, jaz sem 2-krat Slovenka brez doma. Ne samo v pesmih, da so moji ljubezni brez doma. V tujini me nihče nima za svoje. Ko sem doma v Sloveniji, me nihče ne pozna, ker pač ustvarjam in pišem v tujini, med tujimi ljudmi. In tokrat je res izjemna prilika, da se prvi slovenski javnosti širše predstavim svojo poezijo, ker ponavadi se samo v mladinski knjigi ali pa Društvo slovenskih pisateljev in pesnikov predstavljam. Tokrat je pa to le za širšo slovensko javnost in moram reči, da sem hvaležna in vesela, da sem ravno v tem času v Ljubljani in posebna hvala španskemu veleposlaništvu tu v Ljubljani, da so me, glede na to, da pišem tudi v španskem jeziku, povabili med vrste njihovih pesnikov. Kar pa se tiče naših gostovanj v tujini, zelo si želim, da bi šli v Argentino, v Kanado. Predvsem v Argentini je toliko naših skupnosti, to so mladi ljudje, mi znamo špansko predstaviti poezijo. Toliko let že živim v tujini in vem, kako je biti Slovenec v tujem svetu. Zato sem jim lahko toliko bliže, saj sem tudi sama zdomka in čutim podobno, kot čutijo oni, ker so daleč iz Slovenije. In recimo tudi Berlin me mika, kjerkoli po svetu bi nas bili pripravljeni sprejeti, bi poezijo predstavili. Pač na naš način, z glasbo in plesom, da publika ne bi umirala v dolgočasja in da to ne bi bile predstave elitistične za 5 ljudi, ampak bi to lepoto jezika, lepoto plesa, lepoto glasbe, to večkulturno dimenzijo ljudem predstavili na radosten način, z dušo. Poslušate oddajo Zazdomce, izseljence in zamejce. Slovenija brez meja.